Volkswagenov priljubljeni, lahko bi rekli tudi kultni kombi, Transporter, je v generaciji 6.1 na voljo v številnih različicah. Tole je na primer različica kombi, kar pomeni, da je namenjena predvsem prevozu potnikov. O obliki seveda nima smisla izgubljati besed. Gre za klasiko, ki se je skozi 70 let obstoja le počasi spreminjala. Volkswagen Transporter torej ohranja svoje poslanstvo in to je zadovoljiti še tako specifične potrebe na zelo preprost in zanesljiv način. No, dobivajo pa takšni kombiji na današnjem avtomobilskem trgu tudi novo vlogo. In sicer nadomeščajo vrzel, ki je nastala ob umikanju klasičnih enoprostorcev. Po teh povprašujejo predvsem družine, ki potrebujejo veliko prostora. No, je pa treba dodati, da kombi, kot je ta, za domačo uporabo oziroma za fizične osebe nikakor ni poceni in že malo meji na luksus. Tukaj imamo različico bolj z začetka ponudbene palete, ki ni preveč bogata z opremo. To pomeni, da bo ta kombi bolj primeren za podjetja, ki se ukvarjajo s prevozom potnikov. No, zato smo še toliko bolj pozorno preverili, kako udobno in učinkovito tale Transporter služi temu namenu. Vanj smo posedli 8 potnikov in se podali na pot. In prav vsi potniki so pohvalili udobje v vožnji. Tresljajev pravzaprav ni, pa tudi zvočna izolacija v kabino spusti le malo hrupa. No, v poletnih mesecih bodo dobrodošla tudi takšna drsna okna, ki lahko že ob obračanju vozila kabino prav lepo prezračijo. Subjektivno lahko pohvalim tudi občutek za volanom, ki je res zelo podoben običajnim osebnim avtomobilom. No, sedi se sicer zelo visoko, pa tudi volan je nameščen dokaj položno, ampak vožnja je zares nezahtevna. In to velja tako za avtocestno križarjenje, kot za vožnjo na zavitih cestah. Vozniku tiho pomagajo tudi asistenčni sistemi. Pri tovrstnem vozilu je recimo v vožnji v buri na vipavski hitri cesti zelo koristna asistenca za bočni veter. Ta deluje pri hitrostih nad 80 km/h in s pomočjo sistema ESP ohranja vozilo stabilno, še preden mora za to z urgentnimi reakcijami poskrbeti voznik. Preglednost je zaradi obilo steklenih površin povsem zadovoljiva, zato tudi manevriranje na kakšnem parkirišču ni preveč zahtevno. No, ker gre za daljšo različico Transporterja, seveda prav pridejo parkirni senzorji zadaj, še lažje pa bi bilo, če bi bil naš testni avto opremljen z vzvratno kamero. Podaljšana različica prinaša tudi nekaj dodatnega prtljažnega prostora za tretjo vrsto. Sem smo v naši ekipi zlahka zložili vso snemalno opremo in še nekaj dodatnih nujnih stvari. No, potrebno bo le nekaj iznajdljivosti, kako te predmete tukaj fiksirati, da se vam med vožnjo ne vozijo sem ter tja. Sicer pa velja poudariti, da so takšna krilna vrata pri Transporterju boljša izbira od tistih, ki se odpirajo navzgor. V primeru tega kombija so namreč slednja zelo velika, zato potrebujejo več prostora tukaj zadaj pri odpiranju. Za Transporterja kot službeno vozilo je ekonomija še toliko bolj pomembna. Naš testni primerek žene 2-litrski turbodizel, ki sodeluje s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom. No, kar se tiče porabe goriva, imamo dobre novice. Ta je na našem testnem krogu ob praznem vozilu znašala vsega 6,6 litra na 100 prevoženih kilometrov. No, še bolj zgovoren pa je podatek, ko smo vozilo polno obremenili. To pomeni, da smo vanj naložili prtljago in še 8 potnikov. No, in tudi tedaj poraba ni presegla 8 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Cena našega testnega Transporterja skupaj z dodatno opremo znaša dobrih 42.000 evrov. Če pri dodatni opremi niste preveč zahtevni, je to za primarno funkcionalen, praktičen, prostoren in udoben avto pravzaprav zelo dobra kupčija.